Minuli teden je bil teden skrbnih pregledov, neizpeljanih načrtov in neizpolnjenih obljub. Vsekakor je pa strašno za našo državo, da se bo največja državna banka prodala po ne vemo kakšni ceni, absolutno pa pod mizo in na netransparenten način. Tako je svarila poslanka Pozitivne Slovenije Alenka Bratušek. Poslanec SD Matevž Frangež pa nas je znova spomnil na nacionalni interes. To je najbolj usodno vprašanje Slovenije in njenega razvoja prihodnjih desetletij. Črne napovedi se niso uresničile. Finančnemu ministru Janezu Šušteršiču Nove Ljubljanske banke ni uspelo prodati ne nad mizo, ne pod njo. Banka tako ostaja v pretežno slovenskih rokah, kar pa ne pomeni, da je Janševa vlada v očeh opozicije oprana krivde. Nasprotno, njena krivda se je s tem podvojila. Vlada je kriva hudodelskega namena prodaje naše največje banke. Kriva pa je tudi zato, ker banke ni uspela prodati. Vse to in še marsikaj drugega pa bi nam ostalo prikrito, če ne bi imeli naših medijev, ki nas o dogajanju celovito, verodostojno in nepristransko obveščajo. Še posebej celovito, verodostojno in nepristransko nas o čisto vsem obvešča naša javna radiotelevizija. To je tudi razlog, zaradi katerega vsi odjemalci električne energije z največjim veseljem prispevamo svoj cekin za RTV prispevek. Seveda drži, da nas obveščajo tudi drugi mediji, a obveščenost, ki nam jo zagotavlja javna RTV, je visoko nad vsemi standardi. Ne verjamete? Nič ne de. Nadstandardno verodostojnost javne hiše RTV vam zlahka dokažemo. Ko so parlamentarne stranke pretekli teden znova razpravljale o morebitnih spremembah referendumske zakonodaje, je prvak Pozitivne Slovenije Zoran Janković hudomušno predlagal, naj bi te spremembe začele veljati 1. januarja 2015. Odzval se je predsednik vlade Janez Janša, ki meni, da je tako odlašanje absolutno nesprejemljivo. No, zdaj pa prisluhnimo posnetku premierjeve izjave, kot smo jo slišali v informativni oddaji Svet na kanalu. 1. januarja leta 2015 bo Republika Slovenija ali že iz gospodarske in finančne krize na hitri poti okrevanja ali pa tam, ker je danes Grčija. Prispevek je pripravila novinarka Kanala A Urša Žgajnar, ki je očitno lena in nemarna, saj premierjevi izjavi ni dodala nobene dodane vrednosti. Kako je prispevke treba obdelati, da so gledalci celovito, verodostojno in nepristransko obveščeni, pa boste slišali v posnetku premierjeve izjave, kot jo je za našo javno hišo RTV strokovno in z vso potrebno skrbnostjo obdelala novinarka Mojca Pašek Šetinc. 1. januarja leta 2015 bo Republika Slovenija ali že iz gospodarske in finančne krize, tam, ker je danes Grčija. Ste opazili razliko med povsem neobdelanim šlampastim posnetkom, ki so ga predvajali na Kanalu A, in celovito, verodostojno in nepristransko informacijo na nacionalki? Ne? No, potem pa prisluhnite posnetkoma še enkrat. Tokrat v obrnjenem vrstnem redu. Najprej prisluhnite posnetku, kot so ga obrezali, zmontirali in scizelirali na nacionalki. 1. januarja leta 2015 bo Republika Slovenija ali že iz gospodarske in finančne krize, tam, ker je danes Grčija. Zdaj pa še grob in neobdelan posnetek z Kanala A. 1. januarja leta 2015 bo Republika Slovenija ali že iz gospodarske in finančne krize na hitri poti okrevanja ali pa tam, ker je danes Grčija. Razlika je očitna in prepričani smo, da boste zdaj še z večjim navdušenjem prispevali svoj cekin. Prepričani smo, da boste cekin.
boste cekin. Daj mi mitska pénzem nazaj, ko jesidem v drugi kupleraj. Daj mi mitska pénzem nazaj.